V mikrovalovni pečici 1 minuto segrevate lonček vode in lonček ledu. Kaj se bo zgodilo? A. Segrela se bo samo voda. B. Stalil se bo samo led. C. Led se bo popolnoma stalil, voda pa se bo segrela. Ali D. Led se bo shladil, voda pa se bo segrela. Led je najbolj... Led se bo stopil s... Eno minuto. To ni zato stica. Sam ne bo pa se segrela sam voda. Bude molekula vode. Obe ekipi sta izbrali odgovor C. Led se bo popolnoma stalil, voda pa se bo segrela. Vijoličasti, uporabljate kaj mikrovalovno pečico? Ja. Ja? In kako ste prišli do odgovora, da bo torej voda verjetno toplejša, led pa se bo popolnoma stalil? Ne se gre, pač hitro se gre v kar. Da se hitro segreje in potem se tudi led stali. Rumeni? Ja, zaradi tega, ker sta in led in voda bo sestavljena iz H2O oziroma pač iz vode, ne? Ja. In mikrovalovi delujejo na vodo. Na vodo. Kaj pa to, ker sta obe v drugačnem agregatnem stanju? A to kaj Ja, predvidevali smo, da se vse isto segrejeta. Dobro. Pač iz tega snov. Ok, dobro razmišljanje. Mene pa zanima, kaj se torej zgodi z vodo in kaj z ledom. V eni posodici imam led, v drugi vodo. Obe posodici sem dal v mikrovalovno pečico in jo bom segreval za 1 minuto. Takole, že deluje. Mikrovalovna pečica skozi hrano oziroma v našem primeru vodo in led pošilja elektromagnetne valove, ki na molekule v snoveh izvajajo silo. Ta povzroči, da se molekule začnejo vrteti. Molekule se med seboj zaletavajo in gibljajo vse smeri, kar navzven vidimo kot toploto. Na ta način lahko segrejemo različne molekule, med drugim tudi vodo. V ledu pa so molekule vode med seboj povezane z zelo močno silo, ki jo imenujemo vodikova vez. Kaj to pomeni za končni rezultat? Ena minuta je potekla in ven bom vzel posodici z vodo in ledom. Takole. Aha, tole že čutim, da je voda segreta. Kaj pa se je zgodilo z ledom? Aha, zanimivo. Ja, voda se je seveda pričakovano segrela, je kar topla, to mi morate verjeti. Led pa je še vedno v trdnem stanju. Elektromagnetni valovi namreč molekul vode v ledu ne morejo zavrteti zaradi močne vodikove vezi. Mikrovalovna pečica zato na led nima praktično nobenega vpliva. Pravilen je bil odgovor A.